Spoštovane gledalke in spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji Kulturni izziv. Tokrat bomo govorili o folklori. Z nami je Simon Friedl iz Desternika, ki ga je pot zagotovo kaj kmalu odnesla v folkloro in tam je tudi ostal. Lepo pozdravljeni. Dober dan. Takole, rekla sem, pot vas je kaj kmalu zanesla v folkloro, pa je res tako? Kdaj ste začeli, kdaj ste se srečali s folkloro? Ja, s folkloro smo se srečali že dokaj hitro. V bistvu je že v našem domačem kraju bila ta kulturna zavest oziroma to ohranjanje tradicije, ne samo na folklornem področju, ampak tudi na drugih področjih zelo živo. Smo pa potem v času osnovne šole nekako se spoznali s to dejavnostjo in potem vstopili v društvo oziroma takrat v otroško folklorno skupino v 3. razredu osnovne šole. Tako da sedaj počasi teče 17. oziroma 18. leto sodelovanja v takšni ali v drugačni vlogi na področju te plesne kulturne dediščine. In kaj pa je bilo tisto, da se vztraja pri folklori? To na nek način, tako kot sem se pogovarjala z marsikom, ne gre samo za ples, gre za druženje, gre za neko pripadnost, gre za ljubezen. Ja, v bistvu gre za povezovanje večjih dejavnikov, nič ni v življenju črno-belo. Je pa res, da tako kot vsako dejavnost oziroma ljubezen do nečesa nosiš v prvi vrsti v sebi oziroma v svojem srcu. Toliko let vztrajamo oziroma na tem področju delujemo, zato ker to postane nekako del nas oziroma to začutimo kot našo ljubezen oziroma tudi naše poslanstvo, da prenašamo na naslednje rodove. In ja, seveda, mislim, če ni nekega druženja oziroma te skupne zavesti oziroma tistega prijetnejšega dela, ki že sledi po kakšnem dogodku, koncertu, prireditvi, tisto pa je še pika na i. Sami ste zdaj aktiven plesalec v 2 folklornih skupinah, ste mi zaupali. V katerih 2? Sta obe iz Desternika ali je še malo bolj širše? Ne, v Desterniku trenutno nimamo te starostne skupine plesalcev. Trenutno sicer jemljem krajšo pauzo, sem pa aktivno seveda plesalec pri folklorni društvu Rožmarin Dolenja, ki prihaja iz Haloz, in pa akademski folklorni skupini Študent tukaj iz Maribora. Pa se pozna tu razlika, recimo, eno je tu v mesti, eno je na deželi. Pri folklori verjetno ni take velike razlike, ko se poglablja v nek ples, v neko glasbo, v neke kostume. No, ja in ne na določenih področjih, odvisno kam postavimo fokus. Je recimo veliko lažje oziroma tudi veliko več vaj možnih, kadar je seveda skupina študentska v samem mestu, medtem ko pač na vasi se potem ob koncu tedna kvečemu izvajajo vaje. Podobno zadevo smo recimo tudi videli pri nas. In ja, lahko pa so tudi taka manjša društva, kot je recimo folklorno društvo Rožmarin Dolenja, kljub tej majhnosti zelo dobra na posameznih področjih. Recimo kostumska podoba je ena izmed tistih prednosti, ki jih ima tako majhno društvo, ki smo ga omenila, in ima veliko večji fundus od marsikaterega večjega društva. In tudi se tudi včasih ta majhnost lahko pozna na kakšne druge kvalitete. Zdaj pa, če se vrnemo v Desternik, folklora je tam tudi doma. Sami že vrsto let, kot ste rekli, sodelujete oziroma ste bili tudi predsednik kulturnega društva, hkrati pa tudi seveda zdaj podpredsednik. Je folklora povezana ravno preko tega društva ali tudi širše? Ja, folklora je vsekakor del kulturnega društva oziroma je tudi ostala del kulturnega društva. Tiste pričetki same folklorne dejavnosti na Desterniku, ki segajo že nazaj preko 40 let, so seveda imeli zametke v osnovni šoli. Tam je seveda bilo veliko učiteljev, ki so nekako začeli s temi vajami in tako, ampak seveda je potem to kmalu prevzela prosvetna dejavnost oziroma kulturno društvo Desternik. Ta razvoj je potem nekako počasi sledil temu in kmalu se je potem priključila oziroma ustanovila pred dobrimi 20 leti tudi otroška folklorna skupina. Otroška folklorna skupina ima kontinuirano delo, deluje tudi danes, o tem bomo verjetno še kakšno besedo kasneje. Je pa seveda recimo v modernejših časih trend, da velikokrat društva samo folklorno dejavnost oziroma otroško folklorno dejavnost opuščajo,
Zato, ker se je lažje ukvarjati s tem v šoli, v okviru krožkov, v okviru pedagoških ur, ki so seveda tudi plačane, ne, in se nekako znotraj šol zapolni ta čas. Zato je recimo v našem prostoru zelo malo društev, ki imajo še svoje otroške folklorne skupine, ker je to počasi prešlo na vrtce oziroma na osnovne šole. Zakaj mislite, da je tako? Ne? Glede na to, da smo v oddaji Kulturni izziv, se ravno z izzivi lahko spopadeva. Zakaj mislite, je problem v financah ali v sami organizaciji, logistiki? Ja, zagotovo je iz organizacije dela veliko lažje, da se program izvede v času osnovne šole, ne? V času tega trajanja učnega procesa. En vidik smo že omenila, se pravi, učitelji se na tem področju izobrazijo in to izvedejo v okviru svojega dela. Po drugi strani je pa potem lažje ostati v šoli celotnih ur, ne? Veliko teže je včasih logistično potem starše peljati otroka domov, ne vem, potem pa spet popoldne oziroma zvečer na vajo, ne? Same finance pa so po moje odvisne od posamezne lokalne skupnosti. Jaz mislim, da še to ni tako velika težava, kot so recimo mogoče druge logistične vprašanja, ne? Sami ste torej aktivni v kulturnem društvu, ne? Tudi tu preko folklore ali tudi na vseh ostalih področjih, ne nazadnje tudi pojete? Ja, kot smo že omenila, sem nekaj časa vodil kulturno društvo Desternik, sedaj pa malo bolj ob strani še vedno sodelujem. Ne, pri nas je ta paleta dejavnosti, ki jo ponuja društvo oziroma jo organizira, zelo pestra. Sedaj smo se fokusirali predvsem na folklorno področje, nekaj bomo še iz preteklosti tudi povedala. Seveda pa je v preteklosti sodelovali razni tudi ženski in mešani sestavi, danes pa moška komorna skupina, zelo aktivna, tudi zelo poznana, in pa tudi likovna skupina, likovna sekcija, ki je bila ustanovljena pred nekaj leti in združuje predvsem mlade, ampak tudi starejšim ponuja možnost, da se vsaj enkrat na mesec na tej likovne delavnice izrazijo, ne? To delavnico recimo vodi Vera Kovačevič, medtem kot moško komorno skupino pa Damjana Žampa, da še malo povemo ta vodstveni vidik. No, trenutno pa otroško folklorno skupino vodi Tadeja Grabušnik. Povejte, bi lahko nastal preplet vsega tega, folklore, likovne umetnosti, glasbe, petja, tako, da bi vse bilo naenkrat na odru? Ja, zagotovo, ne. To je že folklorna dejavnost sama po sebi ne združuje samo plesa, ampak tudi že petje. Seveda pa se na vseh prireditvah trudimo, da vse tri skupine oziroma tudi druge posameznike vključujemo v ta pester program. Tako da je vedno v vsakem primeru to združeno, ne. No, zdaj, če smo že omenila tudi možnost združitve in kot sem omenil ples in pesem, ne, tudi kostumska podoba sama po sebi prinese neko pestro paleto barv, ne. Tudi naš fundus je dokaj močan z posameznimi kostume, ne. Ti so sicer primernejši za oblačenje mlajše generacije. Se pa je skozi leta seveda uspel oblikovati ta nabor in tudi ne samo tako malo hojladrija, hojladro, ampak je se naredila prav raziskava. Dr. Marija Makarovič je takrat naredila to raziskavo in na podlagi tega so se potem, na podlagi torej originalnih kosov iz fotografij iz naših krajev, so se potem oblikovali tudi ti kostumski kosi, ki jih nosijo plesalci še danes. Bova ostala kar pri tem, ne, kar je res zanimivo. Ne gre za to, da bi kupil nekje, ne? Treba je raziskati, treba je ugotoviti, kaj se je v določenem času nosilo in potem, kako potem, na novo zašiti, pripraviti, poiskati po podstrešjih, v starih omarah. Kako mislite, da to poteka? Ne nazadnje, kar vi skrbite marsikdaj za te kostume, ne? No, sam jih prej večkrat oblečem, kot pri sami pripravi kostuma sodelujem, je pa res, da gre pa res za nek proces, ne. Sama nabava blaga mora biti seveda primerna za to, ne. Velikokrat je tudi fino, da je kakšen kos oblačila nekoliko lažji, kot je bil včasih, za samo gibanje.
po odru. Ne. Igra pa seveda tu pomembno vlogo na koncu dneva tudi cena. Ne. Tu ne gre za neke faktografske zadeve, ki bi jih lahko kupili v kakšni moderni trgovini, ampak velikokrat potem šivilja ročno zašije oziroma pripravi ta posamezen kos. Ne. Tu gre res za take stare načine priprave kostumov, ne gre to vedno samo tako čez stroj, je treba veliko stvari upraviti na roko, nabrati. Ne. Ja pa recimo za kakšne druge kose oblačila, s tem mislim predvsem čevlje, že nekoliko težje najti primernega obrtnika oziroma čevljarja, ki bi ta kos napravil. Ne. Zato so potem ti izdelki res unikatni in se za njih tudi mora oziroma se pričakuje, da se z njimi posebej ravna, ker ne nosijo samo posebne finančne cene, ampak tudi to izročilno ceno oziroma ta odnos do te drugega dela dediščine. Tako se, če pravzaprav pogledamo, ne, od glave do pet mora vse stati na mestu, ne, na plesalki, na plesalcu, ne, kar pomeni od klobuka, oblačil pa vse do čevljev. Ne, tudi klobuki ali rute, ne, ali kako drugo pokrivalo so pomembni. Pa ne samo pokrivalo. Saj folklora ni le ples, ni le kostum, ampak je recimo tudi sam izgled. Ne, tukaj mislimo predvsem največji poudarek je recimo pri dekletih. Ne, tukaj ni bilo nekoč uhanov ali česa podobnega ali pa nalakiranih nohtov. Ne. In tudi za posamezno pokrajino oziroma za posamezno območje je tudi določena frizura. Ne. Lahko imamo recimo fige ali pa pri nas velikokrat kite, ne, potem pa tudi seveda rute. Seveda sam kostum pa mora biti potem na koncu v celoti povezan. Ne. Na samih srečanjih folklornih skupin se poleg tega plesnega, pevskega, kostumskega dela pogleda tudi celotna podoba skupine oziroma izgled soplesalcev. Ne. Tako da tudi to je zelo pomembno, kako izgledamo na samem odru. Na samem Destrniku imate še eno skupino, oziroma morava drugače reči, še eno društvo, v katerem so prav tako začeli plesati folkloro. Tako verjetno ni naključje, ne, da je nastala. Ja, s tem seveda namigujemo na društvo kmetic in gospodin Destrnik. Nekako je že dolgo časa bila ta ideja, da bi te gospe pričele z aktivnim plesanjem, no, pa velikokrat se je porodilo, no, pa dajmo narediti neko vajo, pa nikoli ni bilo časa, pa nekako se nismo uspeli uskladiti. Smo pa potem pred enim letom končno naredili to prvo vajo in ugotovili, da skupina dobro deluje, da je ta povezanost oziroma to veselje do folklorne dejavnosti zelo živo. Ne. Mi moramo vedeti, da so to članice in člani, oziroma danes lahko rečemo plesalke in plesalci, ki prej niso imeli stika s folklorno dejavnostjo, ne, nikoli niso plesali teh folklornih korakov, ne, mogoče so slišali za kak ples ali pa videli na samem odru, ne, je pa bilo potrebno te korake osvajati na novo. Tu ne gre samo za polko ali valček na kakšne zabave, ampak gre potem za posebne vrste plesa. Ne. Poznamo tudi določene plese, ki so posebej zapisane za področje Destrnika, ne, recimo Štajeriš ali pa kaj podobnega, ki je posebna varianta za Destrnika. Tako da društvo kmetic in gospodin oziroma ta folklorna skupina pa je sedaj stopila že v drugo sezono tega delovanja in jaz mislim, da zelo dobro in zelo aktivno. Ne. Vse to ne počnemo, v prvi vrsti ne počnemo tega, no, tudi v generalnem zato, da bi se predstavljali na prireditvah ali da bi se kazali na okrog. To počnemo zaradi svojega veselja oziroma svoje radosti, po drugi strani pa tudi, da naredimo kaj za fizično kondicijo in spoznamo kaj novega. No, zato mislim, da je to veselje oziroma to delo, recimo z starejšimi, še toliko bolj zanimivo. No, kot smo omenili, sem že nekaj časa bil aktiven plesalec tako pri akademski skupini, kot pri tudi folklorni skupini Rožmarin Doljana, ki se med drugim uvršča v sam vrh folklorne dejavnosti. No in nekako se mogoče s to tehnično zahtevnostjo oziroma s tem poudarjanjem dobrega nastopa lahko izgubi nek čar pristnosti. No.
Kar pa je bilo recimo pri društvu kmetic potem zelo zanimivo, ne, in mogoče sem tudi sam pri sebi na novo odkril ta čar oziroma to veselje do plesa. Veselje, ne. To je tisto, kar pritegne, s čimer običajno se začne, ne? Radi se gibamo, radi slišimo glasbo, radi vidimo ne nazadnje druge, kako nastopajo in marsikoga to pritegne, ne? Seveda, no, se pravim, tako začnemo, no, lahko pa včasih tekom dela mogoče izgubimo malo čara, no, in kakšna takšna zadeva ali pa kak ta nov projekt lahko kaj takega tudi na novo povrne. No, in jaz mislim, da se je nekaj veselja tudi v moje delo ponovno vrnilo. No, sedaj smo nekako približno samo povedala, pač sam aktivno vodim to starejšo skupino, tej prej omenjene otroške folklorne skupine, ki pa jo seveda vodi Tadej Grabušnik, pa samo pomagam bolj v smislu koreografije oziroma kakšne takšne tehnične zadeve. V bistvu smo se z kolegico letos prvič lotila sama takšne izvedbe oziroma sama priprave neke koreografije za tekmovalne dele. Vse ravno to je tisto, ne. Videla sem nastope teh malih, če jim tako rečem, ne, tako v Majšperku kot kje drugje, z postavitvijo, odrsko postavitvijo določenih rekvizitov lahko, ne, recimo kakšna košara ali koruza, ne, ali pa to, kje torej stojijo glasbeniki, kje igrajo, kam se postavijo plesalci, plesalke od začetka. Vse to je tisto, kar je treba paziti, ne? Ker ne gre samo za ples, kot ste rekli, gre za marsikdaj tudi pravo dramsko igro, ne? Ja, seveda, tudi dramska igra je del plesa, petja in celotnega odrskega nastopa in tudi del glasbe je potem posebno področje, no. Ko sem že omenil, s kolegico smo se s tem v bistvu letos srečala oziroma to prvič oblikovala letos, tako da s tem še sicer veliko izkušenj nimamo, je pa potrebno na veliko stvari misliti, ne. Smo pa, moram reči, seveda tudi stopila v zelo velike čevlje. No, to seveda tudi moramo povedati, vedno moramo pogledati nekoliko za nazaj. Otroško folklorno skupino je dolga leta vodil Marko Pukšič in seveda zelo dobro in zelo strokovno, ne. Marko in njegova partnerica še vedno sodita v sam vrh otroške folklorne dejavnosti v Sloveniji, no. V tistih letih se je skupina, tudi z nami, ki smo bili takrat še mlajši, uvrščala res v sam vrh oziroma na sama državna srečanja. No, s kolegico pa smo potem letos za območno srečanje, ki je potekalo v Majšperku, pripravila postavitev na temo luščenja koruze. Ponavadi je tako, da se pri teh postavitvah vzame nek običaj ali pa nek rekvizit, kot je bilo recimo tukaj košara s koruzo, in potem se na podlagi tega oblikuje neka zgodba, ne. Recimo pri starejših skupinah pa je potem to mičkeno drugače oziroma se potem sama zgodba odvija glede plesnega dela, ne. No, tukaj, če povemo na kratko to zgodbico, torej dekleta pridejo na oder, luščijo koruzo, seveda nimajo nobene pomoči, staršev ni doma in zaželijo si, da bi morda zaplesale. No in potem seveda plešejo in ob tem pozabijo na to delo, ne, ampak na koncu seveda ob vrnitvi staršev, ne, se seveda je potrebno spet ponovno lotiti dela, saj niso veliko naredile. Vse to je tisto, ne, veselje do vsega skupaj se vidi tudi pri malih, ne samo pri starejših, ne. Povejte, kako pa sami gledate na to, ima folklorne skupine potencial, recimo v Desterniku ali pa takole v lokalnem ali malo širšem regijskem okolju potencial, da se razvijajo, da se učijo, da postajajo vse močnejše? Folklora ima potencial oziroma ne, da ga lahko ima, jaz mislim, da moramo kar reči, da ga mora imeti. Mora pa imeti zato, ker je to del nas oziroma del naše kulturne dediščine, ne. Sedaj govorimo v generalnem v Sloveniji oziroma lahko kar rečemo del narodne zavesti. Pogoji delovanja so vedno dobri, ne. Vedno najdemo način, da lahko neko stvar izvedemo in jaz mislim, da je v pravem okolju, ki je spodbudno, vedno možno tudi na novo začeti oziroma na novo zagnati to dejavnost, ne.
Mislim pa, no, da vedno vlada nek ta interes. Ne. Do zdaj se še ni pokazalo, da bi ta interes uplahnil. Ne. Smo nekako vedno pri menjavi generacije beležimo mogoče kak upad, ne, potem gredo otroci oziroma mladostniki na šolanje v drugi kraj, v srednjo šolo ali pa potem kasneje tudi na fakulteto in zato recimo potem je pri kakšnem prehodu generacije lahko manj otrok. Odrska postavitev je bila recimo sestavljena le iz nekaj plesalk, no sedaj pa so recimo se ponovno priključili otroci, tako da je spet skupinica, ki šteje več kot 15 otrok, kar pa je seveda že potem zelo lepo. Me zelo veseli, tudi na našem področju vidim, da se v posameznih krajih na novo ustanavljajo folklorne skupine oziroma se ponovno zaganjajo. Ne. Pomembno vlogo pri tem nima samo lokalna skupnost, ima tudi Javni sklad za kulturne dejavnosti, ki potem redno organizira izobraževanja za ta del in vsaj glede na tudi mojo udeležbo moram reči, da so ta zelo dobra in zelo strokovna. To je tisto, ne? Javni sklad, gostili smo že tudi Matija Varla, ki je marsikaj povedal, kako se tam dogaja, ne? Bova to pustila mogoče malce na strani, pa se vrnila še na kako zadevo. Včasih so res problem finance, ne, pri društvih, ne, kako dobiti nek denar, že mogoče včasih samo za neko potovanje, da recimo starši otrok, da jim ni treba financirati, ne, ali pa se potem mora iskati donatorje, sponzorje za potovanja, za udeležbo na nekem tekmovanju, na nekem regijskem srečanju ali ne nazadnje za oblačila. Ja, res je, no, se pravim. Dokler je tisti drugi aktivni del in tista želja dovolj močna, potem se tudi sredstva najdejo. Ne. Pomemben podpornik tudi našega društva oziroma dejavnosti v našem kraju je seveda občina in verjamem, da je tudi v drugih občinah tako oziroma podobno. Vsaj glede na spremljanja, ki smo jih v preteklih letih upravili, je pa res, da tudi brez pomoči lokalnih podjetij ali pa podjetij v regiji tudi ne bi šlo. No. Moram res se zahvaliti na tem mestu vsem, s katerimi sodelujemo oziroma vsem, ki nas pri tem podprejo. Veliko krat je bilo kakšen prevoz ali pa kaj drugega urejeno ali pa na koncev tudi kakšna malica ali pa kakšen evro, ki je ceneje oziroma kakšnega popusta, tako da smo res vedno zadovoljni in vedno smo bili sprejeti odprtih rok. Mislim pa, da je to seveda posledica tudi korektnega in dobrega dela. Ne? In seveda strokovnega. In seveda tudi strokovnega, ja. Povejte, takole je, potencial sva že omenila, ne, ampak vidite prihodnost na Destrniku, da bo folklora ostala in obstala? Ne, nazadnje drži se že 40 let. Kako vidite vi njeno prihodnost? Ja, kot smo že omenili, zagon nove skupine, sicer v drugem društvu, ampak to je popolnoma nerelevantno. Ne? Tu smo seveda isti ljudje in vsi delamo za naš kraj oziroma za predstavitev našega kraja, pa tudi za ohranjanje kulturne dediščine in te narodne zavesti. Ne? Če se je uspela ustanoviti na novo skupina, mislim, da ne bo težav, da tudi druge skupine oziroma ta folklorna dejavnost ne bi obstala. Ne? Kot sem omenil, je tudi sedaj prišlo na novo oziroma že pred poletjem na novo količina majhnih glavic oziroma radovednih bučk, ki so začele aktivno plesati in so se tudi prvič že predstavile na odru. Ne? Tako da to jim da potem tisti novi zagon in jaz seveda verjamem, da dokler bomo to želeli in dokler bomo pri tem podprti, bomo tudi vztrajali. Se ne nazadnje, tako kot ste jim rekli, male bučke, ne? Če bodo te male bučke videle svoje starše, svoje stare starše, tete, strice, da jih občudujoče gledajo iz dvorane, bo tudi verjetno marsikdo ostal še naprej, ne? No, tudi tako, ali pa obratno, ne? Mogoče pa se kdo od starejših navduši, ko vidi te male palčke plesati, da tudi sam obuje plesne čeveljce. Malo ste že omenili prej, da se malo pozna razlika, malo pa podobnosti v različnih krajih oziroma v različnih skupinah. Ne? Kako vi sami gledate na to, recimo,
Maribor, Destrnik ali pa še kakšna druga občina imajo te potencijale tudi nenazadnje na regijskih srečanjih, da se spoznajo med sabo, da pokažejo, kaj eni znajo, kaj drugi, da se naredi en takšen preplet. Ja, tudi ta tekmovanja, ki jih organizira javni sklad, so del tega procesa, ne. Moramo pa vedeti, oziroma lahko rečem iz lastnih izkušenj, da se to povezovanje dogaja prej oziroma za odrom, ne. Velikokrat društva sodelujejo, recimo včasih tudi pri izposoji plesalcev, velikokrat pa tudi potem pri kostumih in seveda pri nastopanju, ne. Mi z veseljem seveda gremo v kak drugi kraj, potem pa na našo prireditev povabimo koga iz drugega kraja. Sem kar malo zastrigla z ušesi, se pravi, tudi izposoja plesalcev, plesalke, tako kot pri kakšnem športu? Ja, tako kot pri športu ne. No, pri športu velikokrat gledamo zgolj in samo na rezultat in dobre ekipe. Se pa včasih zgodi zaradi kakšne bolezni ali pa kakega drugega zadeve, da je kakšna skupina okrnjena, pa si potem seveda priskočimo na pomoč, no. Nenazadnje v nekem lokalnem okolju velikokrat plešete iste plese. Mogoče samo koreografija malo drugače, ne? Ampak se verjetno hitro ujame. Ja, pa tudi ne. No, recimo kakšna lokalna skupina, manjša, kot smo omenili Haloško, lahko popolnoma parira tudi drugim skupinam oziroma tudi druge lokalne skupine plešajo plese iz drugih regij Slovenije, ne. Seveda je v prvi vrsti ta zavest domačega kraja oziroma domačega območja, ne. Ti plesi so seveda najpogostejši, lahko, kot ste rekli, so tudi isti, ne, ampak vedno v drugačni poziciji oziroma v drugačni varianti, ne. Nikoli ni ta ples vedno enak, ne. Pogostokrat slišimo, da ja, saj ta frajtonarca pa vedno igra isto, ne. Ja, pa ne, pa ni, ne. Če dobro pogledamo, je vedno kaj drugače oziroma vedno kaj novega, kar nas lahko navduši. Tako, in nenazadnje tudi korak je lahko malo drugačen, ne? Seveda. Ali pa kakšen zasuk plesalke, ne? Tudi korak, tudi zasuk, tudi kakšen nasmešek in pogled. Tako. In bova ostala za to mislijo takole ob koncu oddaje. Najlepša hvala, da ste bili moj gost in ste tako osvetlili folkloro na Destrniku in v okolici. Hvala vam. Tako, dragi gledalci in spoštovane gledalke, ostanite. Lej, vidiš zdaj, kako sem lepo prej govorila. Še enkrat. Lahko jaz odidem, pa vidva to naslednje pol ure. Ne, vredi je, bova to naredila. Se bo videla. Evo, 5, 4, 3. Dragi gledalci in spoštovane gledalke, vam pa do naslednje oddaje nasvidenje in seveda, če le imate možnost, zaplešite.